Ste se že kdaj, ko ste delali v timu, bodisi v podjetju ali v šoli, srečali z družbenim izmikanjem? Torej s situacijo, ko en član ali članica tima v delo vlaga manj napora, kot bi ga, če bi delala individualno, na ta način pa bolj obremeni ostale člane? V pogovornem jeziku se je za ta pojav uveljavil izraz šlepanje. In zanimivo je, da je bilo družbeno izmikanje prvič preučevano že v zgodnjih 1880 letih, in sicer v igri vlečenja vrvi, kjer dve skupini ljudi vsaka na svoji strani vlečeta vrv in pri tem poskušata zmagati. Z Barbaro naju je zanimalo, kakšen odnos imajo študenti do družbenega izmikanja, ko pripravljajo skupinske seminarske naloge, in kako individualni dejavniki vplivajo na ta odnos. V raziskavi smo ugotovili, da študenti bolj negativno gledajo na družbeno izmikanje v dveh primerih. Če zavestno razmišljajo o moralnosti svojih dejanj in če so čuječni, torej usmerjajo pozornost v dani trenutek. Nadalje se je pokazalo, da stališča pozitivno vplivajo na študentovo namero o družbenem izmikanju v prihodnje, pri čemer je bil ta vpliv intenzivnejši pri tistih posameznikih, ki so zunanje motivirani. Ugotovitve iz najine raziskave bi koristile vsem, ki se soočajo s težavami, povezanimi z izmikanjem pri timskem delu, kot so menedžerji ali pa učitelji. Na podlagi tega bi lahko predvsem razumeli izmikanje in pa seveda ga tudi omejili. Z vidika raziskovanja bi se želela, da bi v prihodnosti raziskovalci najine ugotovitve še nadgradili, bodisi da bi jih preverjali v drugih kulturnih kontekstih ali pa na drugih generacijah. Realno gledano se mi zdi, da bo to problem, ki bo ostal tudi v prihodnje, sploh zaradi pomena timskega dela, zato se mi zdi, da bo ugotavljanje, zakaj do tega pride, tudi v prihodnosti še vedno pomembno.